V tej tretji epizodi Prelomnic obravnavamo dramatično leto 2014, ko so protesti na Majdanu v Ukrajini strmoglavili vlado. Rusija je zasedla Krim in v Donbasu so se prižgale prve iskre vojne. To ni bil nenavaden slučaj, temveč skrbno izpeljana strategija, ki je zavedno spremenila Evropo. Pa začnimo. In če vam je ta vsebina všeč, se naročite, da ne boste zamudili naslednjih epizod. Februarja 2014 so se po Krimu pojavili možje v zelenih uniformah, brez oznak. Niso nosili ne zastav, ne oznak, a so imeli jasen ukaz – prevzeti nadzor. V nekaj tednih je Rusija priključila polotok, prvo prisilno preoblikovanje evropskih meja po drugi svetovni vojni, seveda, če ne štejemo Kosova, na katerega se je Moskva sklicevala kot na opravičilo za svojo potezo na Krim. Za Rusijo je bila to strateška nuja in vrnitev zgodovinske province. Za Ukrajino in Zahod pa ne le nezakonito dejanje, temveč očitna kršitev Budimpeškega memoranduma o varnosti zagotovili iz leta 1994, ki ga je podpisala tudi Moskva in s katerim je jamčila za ozemeljsko celovitost Ukrajine v zameno za opustitev jedrskega orožja. Pa pojdimo leto nazaj. Kijev 2013. Je jesen, predsednik Viktor Janukovič pa nenadoma zavrne pridružitveni sporazum z Evropsko unijo pod močnim pritiskom Moskve. V zameno Rusija ponudi posojila in cenejši plin, ponudbo, kateri se Ukrajina ne more ali ne sme odpovedati. Mnogi Ukrajinci so to razumeli kot izdajo svojih evropskih ambicij. Protesti so se začeli na Trgu neodvisnosti, Majdanu nezaveznosti v ukrajinščini. Sprva kot spontana pobuda mladi s kitarami in zastavami EU, a v nekaj tednih so prerasli v množično gibanje, podprto z opozicijskimi strankami in še okrepljeno, ko je policija brutalno posredovala. Tisto zimo je Majdan postal simbol upora. Protestniki so ogradili barikade, živeli v šotorih in zahtevali ne le Janukovičevega odstopa, temveč evropsko prihodnost. Med najbolj prepoznavnimi politiki so bili tedanji boksarski prvak Vitalij Kličko, Arsenij Jacenjuk in nacionalist Oleg Tjahlimok. Sodelovali so tudi oligarhi, nasprotniki Janukoviča, kot Igor Kolomojski in Petro Porošenko, ki je pozneje postal predsednik. Protestov niso režirali, so pa prispevali sredstva, medije in logistiko, ki so gibanje vzdrževali. Veliko vlogo so imeli tudi civilna družba in aktivisti. Skupina Avtomajdan je na primer organizirala konvoje in vozila protestnike iz drugih mest v Kijev. Prišli so tudi zahodni politiki, ameriški senator John McCain je nagovoril množico, evropski ministri pa so posredovali. Za Ukrajince je bil to moralni znak podpore, za Moskvo pa očitno vmešavanje. Do februarja 2014, po ostrostrelskih napadih, v katerih je umrlo več deset ljudi, je Janukovič pobegnil iz prestolnice. Parlament ga je razrešil predsedniških dolžnosti, oblikovana je bila začasna vlada. Za Zahod je bila to zmaga ljudske volje nad korupcijo, za Rusijo pa državni udar. Tu velja spomniti na prestrežen telefonski pogovor med namestnico ameriškega zunanjega ministra Victorijo Nuland in veleposlanikom Geoffreyjem Piatom, v katerem sta odprto razpravljala, koga podpreti v novi vladi in katerega je Moskva uporabila kot dokaz, da je celotno dogajanje zrežiral Zahod. Izsek lahko slišimo tu. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. V resnici je klic torej zagotovo pokazal vpletenost in podporo Zahoda, ne pa popolne režije. Podpirati proteste in poskušati vplivati na sestavo vlade ni isto kot režirati celotnega dogajanja, od začetka do konca. Vendar pa je imela Rusija prav glede enega vprašanja.
zakonitosti. Janukovičeva razrešitev je obšla ustavni postopek in je zato bila nezakonita. Čeprav Janukovič v izgnanstvu ni sprožil pravnega postopka, je ostala legitimnost začasne vlade vprašljiva. Šele pozneje so jo utrdile volitve, Porošenkova predsedniška zmaga maja in parlamentarne volitve oktobra. Medtem, ko je svet spremljal Kijev in Janukovičev pobeg v Rusijo, pa so se na Krimu pojavile čudne oborožene figure. Imenovali so jih mali zeleni možje, ruske specialne enote brez oznak. Hitro so zavzeli letališča, vladne stavbe in medije. Obkrožen s temi silami je krimski parlament razglasil referendum o priključitvi Rusiji. 16. marca je pod vojaško prisotnostjo in brez mednarodnih opazovalcev izid referenduma pokazal 97% za, rezultat, ki so ga nasprotniki označili za prirejenega. A vendarle 2 dni pozneje Vladimir Putin podpisal priključitev Krima Ruski federaciji. Potezo je opravičeval za zgodovino. Krim je bil del Rusije do leta 1954 in s trditvijo, da mora zaščititi tamkajšnje Ruse pred domnevnimi grožnjami. V govoru je Putin opozoril tudi, da bi bila morebitna prisotnost NATO na Krimu nesprejemljiva in priključitev predstavil kot obrambno nujo. Za Zahod je bila priključitev Krima očitna kršitev mednarodnega prava in zavez, v katerih je Rusija sama jamčila za suverenost Ukrajine v zameno za opustitev jedrskega orožja. Aneksija Krima je bila prva prisilna sprememba meja v Evropi po letu 1945 izvedena z odprto vojaško okupacijo. Za Zahod brez primere, za Moskvo pa je bil precedens, in sicer Kosovo. Leta 1999 je NATO namreč bombardiral Srbijo brez odobritve OZN in pozneje podprl kosovsko neodvisnost leta 2008. Zahod je vztrajal, da je bil Kosovo poseben primer, humanitarna intervencija, ne vzorec za spremembo meja. Rusija pa je menila drugače, kot dokaz, da Zahod krši mednarodno pravo, kadar mu ustreza, in zato ni imel moralne pravice obsojati Krima. Generalna skupščina OZN je sprejela resolucijo, ki je zavrnila rusko aneksijo, le peščica držav je stopila na stran Moskve. EU in ZDA so uvedle sankcije proti ruskim uradnikom in podjetjem, sankcije, ki so se z leti le širili. Ta spopad interpretacij je razkril globjo razpoko. Zahod je Krim videl kot očitno kršitev suverenosti in pravil mednarodnega reda. Rusija pa je trdila, da zgolj uveljavlja tisto načelo samoodločbe, ki ga je Zahod uporabil pri Kosovu. Toda Krim ni bil konec zgodbe. Skoraj istočasno se je nemir razširil po vzhodni Ukrajini. Proruski aktivisti so zavzeli stavbe v Donecku in Lugansku ter zahtevali avtonomijo ali priključitev Rusiji. Mnogi voditelji so imeli neposredne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami in sploh niso bili domačini. Glavna figura Igor Girkin, znan tudi kot Strelkov, je bil iz Moskve, nekdanji častnik ruske vojske in FSB. Njegova vloga je pokazala, da upor ni bil spontani lokalni izbruh, temveč prikrita ruska operacija. Moskva je odkrila novo metodo, odprta vojaška sila na Krimu, prikrita destabilizacija v Donbasu. Skupaj sta pomenili prelomnico. Tisto, kar je sprva izgledalo kot omejeni protesti, je postalo uvod v dolgo in krvavo vojno. Leta 2014 se je porušil povojni red v Evropi. Rusija je priključila ozemlje in sprožila upor v sosednji državi. Vprašanje je bilo, ali bo Ukrajina zdržala ali pa se bo konflikt razširil. V naslednji epizodi Donbas, skrita vojna, ki jo je Rusija zanikala, zamrznjen konflikt, v katerem so umrli tisoče, in negotovo premirje, ki je tlakovalo oder za današnjo vojno.